Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. V današnjem videu se bomo pogovarjali, kako sem svoj testosteron povečal iz 0,79 na 6,93. Tako da skoraj 10-kratnik v še kar kratkem času, 9-10 mesecev, na popolnoma naraven način. Kot prvo bom dal tukaj na stran izvide iz laboratorija, teta prve, kjer sem imel 0,79 testosterona. Kot vidite tukaj, to je 4. oktober lani. To je bilo v bistvu še manj kot pa 3 tedne do moje bodybuilding tekme in zato so bili tudi moji leveli tako nizki, ker ko greš kot naraven bodybuilder na tekmo, v bistvu deluješ in se lahko nagneš samo na testosteron, ki ga proizvaja tvoje telo, in v tistem okolju, v katerega ti postaviš telo, še posebej 3 weeks out, tukaj bom dal tudi na strani kakšne videe in pa bom tudi zapisal točno kilažo, kakšna je bila takrat, ko sem naredil to testiranje. V bistvu za tako nizko telesno maščobo, z tako malo hrane, z slabim spancem, z res veliko aktivnosti, veliko stresa na telesom, je potem to res zelo neoptimalno okolje za telo in to se je pač tudi poznalo v zelo nizkem testosteronu. Tako nizek testosteron prinese veliko težav, v smislu zelo malo energije, zelo hitro sem bil irritable, bi se rekel, zelo hitro sem postal živčen, libido absolutno ni obstajal in vse te stvari so bile zelo švoh, zelo švoh spanec. Lulal sem po mojem 15-krat na dan in sigurno 2-krat, 3-krat med nočjo sem se zbujal vsakeč lulat, tako da vseeno ne tako zabavno. In potem tukaj na stran bom dal svoj lab test, zdaj sedanji, mislim, da je bil iz prejšnjega tedna, 9 mesecev, recimo po tekmi, 90 mesecev, 6 mesecev oziroma 7 mesecev znotraj hibridnega treniranja, prehranjevanja na zelo, bi se reklo, sproščen način. Enkrat na teden grem ven, mogoče kakšenkrat tudi 2-krat na teden na tako zvani cheat meal. Zdaj ja, ne more vsak na takšen način, ampak jaz, ki delam to že leta in leta, sem tudi dobil zelo nek dober feeling glede prehrane, kaj in koliko da jem, in tudi pač testosteron je to pokazal, da je moje telo na res spet zelo visokih in zdravih naravnih levelih. To pomeni 6,93 testosterona, kjer je orientacijska referenčna vrednost za odrasle je nekje med 2,21. Jaz sem torej v prvem testu imel 0,79, torej pod mejo. Zdaj, prejšnji teden oziroma 2 tedna nazaj, ne vem točno kdaj je tisti drugi test, sem imel 6,93. Test je od 27. avgusta. Preden gremo na stvari, ki sem jih spremenil, da se je zgodilo to s testosteronom, zelo pomembna stvar, folk. September se je lihkar začel in zdaj se veliko vas zares vrača v gym rutino, v fitness rutino, 100% glede prehrane, 100% glede treningov. Tudi zdaj verjamem, da je dosti višja motivacija, ko je pač tudi ta nekako šolska rutina za tiste, ki ste pač v srednji šoli, kakorkoli, ali pa pač za tiste, ki ste na delu, za tiste, ki ste na faksu, pa imate nekako še en mesec fraj in potem, ko me začnete nazaj v rutino. In torej, če bi se rad ali rada pridružila Elevit Akademiji za online trenerstvo, online coaching v katerikoli smeri, to pomeni, če te zanima bolj bodybuilding, če te zanima samo zdrava rutina, da se nekako naučiš zdrave rutine, če te zanima hibridno treniranje, personalizirano za moške in ženske, zdaj jaz, Leo in Ana ti lahko ponudimo zelo dobro storitev. Pejdi si pogledati našo spletno stran, kjer najdeš vse dodatne informacije, sicer elevitakademija.com, prvi link v opisu tega videa, in tam imaš tudi možnost se v bistvu prijaviti na 30-minutni brezplačni videoklic. To pomeni, če ti karkoli še ni jasno iz vseh razlag na spletni strani, tudi vse cene so tam na voljo, se potem lahko prijaviš tudi na ta brezplačni videoklic, kjer ti potem celotna ekipa predstavimo, kako bi deloval online coaching, malo personalizirano tebi in tako naprej.
In seveda folk za najboljše suplemente, gym oblačila, gym dodatke, Gym Beam koda MAX5 za 5% popusta in za mene direktno supportat in prav tako lahko kupiš tudi si kaj iz For My Future, moj merch, najjači gymwear merch in lahko uporabiš kodo MAX10 za 10% popusta. Ok, zdaj smo končali z promocijo mojih biznisov in sponzorja. Gremo naprej na moje nasvete oziroma na moje točke. Tukaj nimam niti nič kaj sploh preveč strukturiranega, bom res šel samo to, kar mi pride na pamet, da bi povedal, da pač sem spremenil od takrat, ko sem končal tekmo in v tem obdobju do nekako zdaj. Če se obrnemo na prvo temo in sicer prehrana. Torej, glede prehrane, prva sprememba absolutno je bila samo dvig v količini kalorij. To pomeni več kalorij. Mislim, da sem takrat na 3 weeks out sem jedel nekje okoli zelo malo, mislim, da 1800 kalorij, zelo malo maščob, malo ugljikovih hidratov in pa visoke beljakovine, seveda, ki se nekako ne spreminjajo skozi celoten prep. Tako da, glede prehrane so bile spremembe to, da sem zvišal količino prehrane takoj na začetku z enih 500-600 kalorij. Potem, zelo pomembno, glede makronutrientov sem ful zvišal vnos maščob, zdravih maščob. Na prepu, na bodybuilding prepu pač nimaš prostor za zdrave maščobe, ker so ti dosti bolj pomembne beljakovine in pa ugljikovi hidrati za pač energijo, ampak so maščobe še posebej za nas naturalce zelo pomembne za pravilno delovanje vseh hormonov, tako da jaz bi ti priporočil, da kot naraven ne iti pod 50 gramov maščob. Jaz takrat mislim, da sem bil na celo nekih 30 gramov ali pa 35 gramov maščob, tako da minimalno 50 gramov maščob dnevno iz zdravih virov beljakovin, kot so ekstra deviško olivno olje, avokado, oreščki, maslo iz oreščkov, navadno maslo ali pa na primer maslo, ki ga jaz upravljam, ghee maslo, temna čokolada in potem, ne vem, malo bolj mastne ribe, kot je kakšen losos, brancin, kakšno bolj maščobno meso, kakšen steak, ki ima malo več maščob. To so vse zelo dobri viri maščob in kot sem rekel, cilj je na 50, na tudi 60 najmanj gramov maščob na dan in boš videl, kako se vse spremeni. In če bi še dve stvari omenil glede prehrane, je to, da v bistvu 90% prehranjevanja je res, ne vem, ko se reče v slovenščini, ampak v angleščini whole foods, to pomeni prave, kvalitetne, neprocesirane hrane, ok? Torej, prave sestavine, ki jih zmešaš skupaj in potem pridejo zelo dobri obroki, tudi če so mogoče dosadni, to pomeni meso, riž, meso, krompir, meso, pašta in potem neka zelenjava ali pa kakšna paradižnikova maka in potem ne vem, gor še mogoče nariban parmezan, ampak to so whole foods, to so kvalitetna hranila in potem to se vse pozna v bloodworku, kot ste pač tudi videli. In še ena in zadnja stvar glede prehrane je to, da sem si pač dopustil, da najmanj enkrat na teden imam en popolnoma prost obrok, kjer se ne sekiram, kaj jem, koliko jem, samo res uživam v hrani, od zunaj s prijatelji, 100% brez da si gledam karkoli, oh my god, zdaj sem toliko tega povedal, se ne stresiram, samo uživam v tem off obroku in kakšenkrat sem rekel, mogoče tudi dva mogoče manjša off obroka za kreirati en ogromen cheat meal na tedenski ravni. Potem druga tema, treningi. Torej, v mojem specifičnem primeru je prišlo do ful velike spremembe, to pomeni, sem popolnoma zamenjal stil oziroma je prišlo do evolucije mojega stila, ker sem pač prej itak samo bodybuildal znotraj bodybuilding prepa, potem pa sem šel v bolj hibridno smer, kjer sem tudi začel aerobno sposobnost trenirati, anaerobno sposobnost trenirati, to pomeni delati na svoji kondiciji, na teku, na fleksibilnosti, na eksplozivnosti, na mobilnosti in tako naprej. In vse te stvari, ki tudi pač podpirajo srce, mislim, da so tudi še toliko bolj zdrave za telo, kot pa samo strikten bodybuilding, kjer mogoče ni tiste neke stimulacije telesa na teh malo višjih srčnih utripih. Tako da mislim, da ko razvijaš te stvari, to neko aerobno bazo, svoj VO2 max, vse te stvari so res po mojem zelo pozitivne, vsaj jaz lahko rečem, da
Zdaj sem na točki, na kateri sem zelo, zelo, zelo zadovoljen. Sem, kot veste, 2-3 tedna out do mojega prvega polmaratona. Trenutno tečem 40-50 km na tedenski ravni, treniram mišice 3-krat na teden, treniram Hyrox trening 3-krat na teden. To je pač moja hibridna rutina, ki zame res mi ful ustreza. Dobro se počutim glede telesa, vizualno dobro se počutim glede telesa, funkcionalno, kako funkcionira moje telo. Če bi pa ostal samo v bodybuilding svetu, mislim, če bi zdaj gledal, torej kaj bi spremenil, mislim, da ne bi prišel do toliko sprememb, ker v bodybuildingu je vse skupaj dosti bolj fiksno, pač imaš tisti workout split, imaš tiste fiksne rez dneve, zdaj enkrat na toliko si vzameš en rez dej več, ampak je to zelo, zelo redko. V tem hibridnem treniranju načinu pa je dosti bolj do tega, da poslušaš telo, ko si pač cooked, ko res ne moreš več, ko veš, da si full utrujen, je treba si vzeti tisti en rez dej več, kot pa si ga pač planiral. Mogoče še ena stvar, ki sem jo pozabil povedati prej, pri prehrani so pač suplementi, ok? To pomeni suplementi za overall zdravje telesa. Recimo nekateri suplementi, ki jih res priporočam popolnoma vsakemu, ki jih tudi jaz jemljem popolnoma vsak dan in ki mislim, da so ful pripomogli k tem, da je moj blood work zdaj 2 tedna nazaj bil zelo, zelo, zelo dober, ima tudi glede ostalih parametrov, kot so holesterol, jetra in tako naprej in vse ostale stvari. Tukaj bi res priporočal vsakemu, da jemlje omega-3, vitamin D3, magnezij, absolutno, kakšen multivitamin, da res dobi čim več stvari, potem mogoče specifično vitamin C, cink, zelo, zelo, zelo dober za naravno proizvodnjo testosterona. Potem imamo itak kreatin, absolutno must have, in potem recimo še zadnji, ki je tako malo bolj specifičen, ampak ki ga jaz res zelo, zelo priporočam, je turmeric and ginger, ki ga imate tudi na Jim Beamu, zelo, zelo dober proti inflamaciji, za pač nižanje inflamacije, za boljšo regeneracijo. In če gremo potem še čisto na zadnjo točko, je to potem rutina in pa spanje. To pomeni dnevna rutina in pa rutina okoli spanca. Dnevna rutina je zelo, zelo pomembna, to pomeni, da vsi te neki časi zbujanja, takrat, ko greš spat, da nekako stvari, kot jih delaš, da večinoma vedno greš ob isti uri trenirati, da nekako obroke imaš strukturirane pravilno skozi dan, da je pravilna prebava, da je optimiziran trening, to pomeni, jaz bi ti priporočal, da si 50% dnevnega vnosa ogljikovih hidratov, da si daš v obroke pred, med in pa po treningu, ok? To je zelo, zelo pomembno, ker so ogljikovi hidrati narejeni kot energija za telo, za tisti trening, da ga res oddelaš na 110% in lahko ga boš najbolje oddelal, tako da boš te ogljikove hidrate optimiziral okoli njega. To pomeni pred tem, da imaš nek obrok, ki ga dobro prebaviš, med treningom, da piješ kakšne ogljikove hidrate. Jaz pijem Furide z ogljikovimi hidrati in pa elektroliti iz Jim Beama, in pa po treningu, da imaš spet nek obrok, ki ga zelo, zelo lahko prebaviš in da se hitro absorbira. In potem rutina glede spanca. Moji nasveti glede spanja so naslednji. Torej, prvo kot prvo, če grem res glede timelina v dnevu, po 2 uri ne pijem kave, ok, ali pa karkoli z kofeinom. To pa zato, ker je bilo dokazano, da lahko ima kofein odvisno, glede na količine, pa glede na tvojo toleranco, vse do 10-12 mogoče je malo stretched, ampak vse do 10 ur ima lahko vpliv na telo in na to, da lažje zaspiš, na ta proces, da postajaš ti bolj utrujen zvečer, da se ti začnejo zapirati oči in da zaspiš pred televizijo ali pa kakorkoli, ne? Tako da, če je to ob 2-10 nekako do polnoči, bi mogel ti že zaspati, ne? Potem vsak ima nekako različno to. Je pa definitivno dejstvo, ki ti ga bom tudi povedal, oziroma na svet. Jaz sem tudi včasih bil, še posebej v času šole, srednje šole, faksa, sem bil dosti bolj tak, ki je šel spat, okoli 1, ampak potem sem se mogel tudi zbujati, okoli 6, 6, 7, odvisno, kako je bilo. In to že samo iz koliko časa spiš ni optimalno, ne? Tako da
ena velika sprememba je to, da sem res optimiziral, da vsak dan spim najmanj 8 ur, vse do 9 ur. Več kot 9 ur spim samo, če sem mogoče imel kakšen dan, kjer nisem spal 8 ur, mogoče zaradi kakšnega potovanja ali kaj, ampak to je zelo, zelo, zelo redko. Ti povem, da je dosti boljša rutina, ko mogoče uspeš zaspati že tam, ne vem, okoli 11, do 11 enkrat in potem recimo spiš do 7 in to je potem nekje 8 ur, mogoče malo več kot 8 ur, ok? Tako da moja rutina je vedno, torej ne pijem kofein po 2 uri, potem okoli 8 rad že nekako pojem večerjo, to pomeni čisto zadnji obrok in takoj po večerji spijem svoje suplemente, spet suplementi, ja, ampak to so zdaj Night Stack suplementi in sicer magnezij bisglycinate, 2 kapsuli vzamem, potem ashwagandha, tista, ki ima samo 300 mg v eni kapsuli od Jim Beama, melatonin in pa spet turmeric and ginger za nižanje inflamacije, zelo, zelo dobro, pač predtem, ko greš spat. Zdaj mi je lik zmanjkalo, ampak drugače jemljem tudi GABO, ki je nek skupek gob. In to v bistvu vzamem takoj potem, ko pojem večerjo, ok? No, potem te suplementi jaz čutim, da če jih spijem okoli 8, da tam okoli 9,5, 10 že začenjajo delovati in je ta proces nekako uspavanja že aktiven in me nekako začne zmanjkovati pred televizijo, ker jaz si vedno nekako tako dam. Okoli 8 pojem ta obrok, spijem suplementi, potem okoli 8:30 sem že na postelji, gledam pač serije, filme, kakorkoli, tekmo mogoče, če je, in potem večinoma vedno med 10:30 in 11, ko je meni tako najbolj optimalno, najljubše me zmanjka in potem lepo lahko spim do 7, 8 in je to teh optimalnih 8-9 ur. Tako da evo ga, folk, to so bili moji nasveti, kako sem si povečal skoraj za 10-krat svoj testosteron na popolnoma naraven način. Če ti je video bil všeč, absolutno klikni like, subscribe se na YouTube kanal za več takšnih vsebin. Zdaj bomo šli v naslednjem videu spet na bolj trening, fokus na mojo rutino, na moje priprave do mojega prvega polmaratona. Mislim, da do 20. septembra bom dal še en YouTube video ven moje rutine, kako treniram, kako se pripravljam za ta polmaraton in potem 20. septembra pula, it's race time. Tako da, folk, to je to od mene za ta YouTube video in se vidimo v naslednjem. Peace.